Živijo, danes se ne snemam, ampak delam samo voiceover, zaradi tega, ker pač je en tak postopek, ko sem ga hotela na tak način predstaviti. Don't question me. V glavnem, najprej sem si naredila tele kodre, ko sem jih pustila čez noč. Verjetno bom kdaj kasneje naredila celoten tutorial, kako to naredim, ker zaenkrat se bolj kot ne še tudi jaz sam učim. Včasih sem jih bolj pogosto delala, zdaj pa sem ponovno odkrila ljubezen do teh vintage kodrov. Znajo malo uničiti lase, ampak pač všeč mi je, okej? I really like it. Ful da veliko volumna, ampak zdaj je čas, da si dam jaz gor make-up. Najprej dam malo muzike. In evo, začnem, oziroma zdaj sem si naredila že celotno podlago in nanašam sem še malo highlighterja. Evo, tu imate v real time, kako si jaz delam eyeliner, zaradi tega, ker me ogromno ljudi sprašuje, kako to delam in evo vam v bistvu celoten postopek, ne vem, kaj naj razlagam, ampak ja, tako izgleda, tako to delam. Res je treba iti počasi, zato da pač je lepa črta. Če gremo prehiter, se hiter kaj zasračka in pol je treba celotno stvar še enkrat narediti, tako da raj bolj počas. Zdaj naredim še drug uč na isti način, ampak zdaj sem dala malo hitrej. Če ni enakomerno, pač še malo popravim, zato da na koncu lepo zgleda. Nanesem še maskaro in pa itak še malo tegale jelly highlighterčka iz NYX-a. Res je, lej to, moj najljubši highlighter ever. Jaz ful rada dam še na zgornji del ustenc ta highlighter in pol si še malo zasenčim nos. Sicer ne vem, kakšna razlika je to, ampak ok, pač I like to do it. Potem si popravim še frizuro, jo skrtačim še s tole okroglo krtača, zato da pač naredim neko lepšo obliko. In dam gor še ta trak za lase, ko ful dobro naredi ta vintage look frizure. Na koncu nanesem še šminko. Ful pri teh lookih so pogosto rdeče šminke, tako da pač I guess bom zdaj večkrat nosila rdeče šminke, even though me je kar precej strah tega. Ne vem, jaz sem se vedno nekaj upirala rdečim šminkam, pa se mi zdi, da ful dobro izgledajo. Ampak res moraš imeti samozavest, da jo skozi nosiš. In takle izgleda vzadi frizura, lepi kodrčki. Pripravim si setup, ker danes moram narediti fotko za Kik. Tole sem vse kupila v bistvu v Kiku, razen televizije itak. In pa tele stvari so pa moje najnujnejše, takle v bistvu uporabljam uro, zato da se poveže s telefonom in lahko vidim, kaj slikam in da upravljam telefon, kdaj mora slikati. Jaz res ne rabim nikogar zraven, ko me slika, tako da ful dobro tole. V bistvu to je res glavni razlog, zakaj jaz sploh imam to uro. Pa se malo slikam, sprobujem poze in to je to. Zdaj imam itak milijon slik iz tega mojega malega fotoshootinga, zato moram izbrati pač najboljše, itak sem sama do sebe najbolj judgy. Vsako fotko 100-krat preverim, če je res v redu, da na koncu je pač res 3000 fotk več. Tale se mi zdi ena najboljših. Zdaj pa, kar naredim, je, da označim vse fotke, ko jih hočem in si jih preko AirDropa pošljem na računalnik. Zdaj, to je glavni razlog, da imam jaz vse od Appla. Glejte, kako to hitro dela. In vse fotke so že gor, to je to. V bistvu vse, kar rabim, je pač vse od Appla in pa Wi-Fi pa Bluetooth povezavo in to je to. Itak dam fotke na desktop, zato da jih lažje najdem, pregledam še enkrat, kjer so mi najbolj všeč in odprem Adobe Lightroom. Ne uporabljam več nobenih drugih programov, sam še Lightroom in pa Photoshop, zdaj pa si pogledamo, kako se v bistvu to editam v Lightroomu. Lightroom je za popravljanje barv in teh stvari. Jaz ga sicer sem pogledala par tutorialov, nimam šole za to, ampak nekako se pač sama učim te stvari. Tu imate par filtrov na levi strani, zdaj tile spodaj so vsi filtri, ko jih jaz največ uporabljam.
Zdaj vsak mesec poskušam malo spremeniti temo na Instagramu, trenutno imam pač to decembrsko, ampak pomembno je pa vedeti, da vsi ti filtri ne pašejo na vse fotke, kakor lahko vidite. Prejšnji decembrski filter pač ne paše na to fotko. Evo, tu lahko vidite primere, kako izgledajo še ostali. Ampak na koncu še vedno izberem na spet decembrskega, zato da se ujema z mojimi prejšnjimi fotkami. Popravim vse barve, popravim svetlobo, zato da res izgleda belo, tako kot ostale fotke na mojem feedu. Popravim exposure, brightness oziroma whites, blacks itd. Zdaj, če bi radi bolj natančen tutorial, bom naredila kasneje. Tole pa naredim zato, da druge stvari, ki so mogoče barvane, ne sekajo toliko ven, da res seka tisto, kar je pomembno. Tudi ura je pač ful pisana in sem jo raje naredila črno-belo. V bistvu ne čist črno-belo, samo večkrat sem popravila, da barve ne sekajo toliko ven. V glavnem, ja, če tako hočete kak bolj natančen tutorial, ne vem, pejte pogledat koga drugega, ker jaz res ne spoznam toliko na te stvari, jaz lahko samo pokažem to, kar jaz delam. In enak postopek ponovim še pri ostalih slikah, res primerjam, da so vse približno iste, da bojo vse pasale na moj feed. Jih shranim v bistvu v mapo na mojem desktopu, zato da jih lažje najdem, ker verjamem, da teh map imam jaz milijon. Zdaj pa grem še v Adobejev Photoshop. Ti programi, by the way, so plačljivi, tako da zelo mi je žal, ampak jaz za ston programov ne uporabljam več, ker je tole res ful bolj učinkovito. Popravim tele pikice, ko ne pašejo noter v sliko. Kakršnekoli nepravilnosti, ko se mi zdijo, da so na sliki, jih pač zbrišem, tudi tole uro se da ven zbrisati. Res Photoshop je močen, če se hočete res ukvarjati s fotografijo, vam ga ful priporočam. In itak spet vse to ponovim še na ostalih slikah. Zdaj za na koncu vam pa pokažem še, kaj naredim z selfije v Photoshopu. Včasih sem ful uporabljala Facetune, ampak se mi zdi, da na Facetune vse ostane tako mal, ne vem, tako megleno in mi je veliko lažje delati v Photoshopu, ker je vse na računalniku. Sicer, če sem na terenu, je še vedno Facetune lažji, zaradi tega, ker polnega Photoshopa za telefone ni. Naredim vedno drug layer, zaradi tega, da lahko primerjam, kakšne spremembe sem naredila na fotko. In pomembno si je ta layer tudi preimenovati, zato da se znajdeš. In vzamem Burn Tool, s katerim mal potemnim tele črnine za eyeliner, zato da bolj ostro zgleda, da res zgleda tisti snatched eyeliner. In naredim še isto na drugi očki, ko se čisto malo vidi. Zdaj za ustnice sem jih probala nekaj popraviti, kakor sem rekla, nisem ekspert za te stvari. Ustnice, pač fora je tudi v tem, da sem slikala s fonom in pač ni taka kvaliteta, ko bi pač lahko bila kak drugač. Zdaj, probala sem nekaj popraviti zaradi tega, ker portrait mode na iPhonu je pač mal premaknil oziroma mal preveč zamegljiv in hočem vrnati tisto ustnico mal nazaj, ampak nisem ekspert, tako da na koncu sem naredila takle. I don't know how to explain this, nisem ekspert, as I said, in to ne bi štela kot neko popravljanje ustnic ali pa kakršnokoli photoshopiranje, zaradi tega, ker sem samo popravila, kar je iPhone pokvaril. Vzamem še tale Dodge Tool, da popravim highlighte. Jaz rada dodam highlight še na novo, zaradi tega, ker izgleda res snatched in pa še v notranji kotiček očesa. Dodam še, kjer se mi zdi, da manjka mogoče malo highlighta, ampak vedno si zapomnite, da dodajate highlight tam, kjer more biti. Zdaj, ta glavni del je pa tole anti-blemish tool, ki ga uporabljam zato, da malo odstranim tele mozolčke. Ne odstranjujem jih nekaj ful preveč, pa ne zglajujem si nekaj kože, samo tiste glavne mozolčke, ko se res vidijo, tiste dam ven. Pač vsi imamo te male nepravilnosti. I like my photos snatched and perfect in shranim fotko in to je to. Zdaj si šeram fotke nazaj na telefon, kakor prej isto uporabljam AirDrop. Res je toliko hiter, to mi res rešuje življenje. Lej to sekunda in evo, vse fotke imam na telefonu. In na koncu še v notesih napišem objava za Instagram, da jo lahko pol objavim. V bistvu to je to za ta video, če vam je bil všeč, ga mu dejte en like, lahko pustite kak komentar, subscribite se na moj kanal, jaz res tega ne znam delati, kadar ni kamere in pa vidimo se jutri. Čau!